Jaz sem poskušal to malo razumeti, ampak meni rata, če zares je zadeva glede podatkov. A ne? Zdaj, ta arhitektura je relativno simpel, ni zdaj arhitektura modela to, kar ima OpenAI. OpenAI je to začel prej od drugih, podatke dal noter in zdaj že šiba naprej za marketingom. Ne? In zdaj že marketing modela razliko, delamo tudi razliko ta human input, ki ljudje to uporabljajo in tako naprej. Ampak te podatki, ki so oni dobili in uložili v ta model in naredili te semantične točke, mislim, kako so sploh to dobili? A so to oni plačali ali so samo vzeli? Tukaj se mi zdi, da je še toliko enih vprašanj, kako bo ta model finančno tudi zgledal, da mi ni čisto jasen, kako ima sploh lahko toliko veliko podatkov brez vseh plačal. Ja, je kar dobro vprašanje in tudi na srečo imamo dober odgovor na to. Tudi, če bi šli gledati recimo v članke, ki jih je OpenAI objavil recimo še v 2020, so šli glede tega, kje so v bistvu te podatke naše, so bili kar odprti. Torej, dost mislim, da so uporabljali Common Crawl, to je v bistvu nek repozitorij, kjer te pajki, ki skrepajo spletne strani, pač te podatke odlažajo. To so zelo velike, ogromne datoteke. Zdaj, seveda, oni niso uporabljali to v čisto surovi obliki, ampak so uporabljali v bistvu neke vrste trik. Torej, oni so pogledali, kakšno gradivo izvirov, ki se smatra za zelo kvalitetne. Recimo, primer bi bil Wikipedija ali pa mislim, da tudi ene odprto dostopne knjige. In iz tega so v bistvu razbrali neke lastnosti, kaj so neki splošni KPI, ki definirajo, da je en tekstovni vir kvaliteten. Pa so šli pogledati v Common Crawl in so v bistvu naredili neko filtracijo, torej iz tega totalne zmede vsebin, ki so jih pajki pobrali spletnih strani, so probali filtrirati ven tiste, ki so vse po teh prej definiranih KPI-jih malo boljše kakovosti. No, na koncu še vedno to šlo za gigabajte in gigabajte, ne vem zdaj točno na pamet številk, ali bo 500 gigabajtov, ali tako, skratka, kar velike številke čistega teksta. In na tem so v bistvu recimo naučili model GPT-3. Ampak vmes seveda je šlo to naprej. Naslednji korak je bil, da so dodajali kodo zraven. Tako da recimo ta model, ki ga zdaj uporabljamo prek ChatGPT-ja, je v bistvu en naslednik modela, ki je bil naučen in na korpusu besedil in na korpusu kode. Potem seveda se je pa še dodal temu se zdaj reče reinforcement learning with human feedback, mislim, da si to mislil, ker si to omenil, ta feedback uporabnikov. Ja. Ta zadeva pa tako deluje. Ja. Okay. Se pravi, ampak zdaj imamo dva primera pogledati. Economist kot revija, kot magazin, ima arhiv člankov od leta 1800. Zelo high quality source. A ima to ChatGPT ali nima takih sourcev? Težko presodim za svoje, mislim, za posamezne vire, aj noter ali ni. Mislim, po moje bi bil presenečen, če ne bi bilo nobenih prispevkov ekonomista noter v tej učni množici. Ampak ja, težko pa je rečno. Ja. Ker mislim, da so tukaj naredili neverjetno stvarno, da so toliko velik stvari dobili, toliko v bistvu nekako hiter. Ja, ampak mislim, to je tisto, kar sem prej rekel, da so stavili na to. V bistvu to, kar so oni naredili, teoretično bi lahko veliko firm naredili takrat, v istem času. To, kar v bistvu je bilo težko narediti, ni bilo zbrati podatke. Se pravi, podatki so tam. To je prosto dostopno, to lahko vsak od nas dol potegne. Jaz sem tudi gledal nekatere te koščke tega Common Crawla, naprimer. Šlo se je v bistvu predvsem za produktivizacijo, torej oni so mogli veliko narediti v smislu recimo MLOps-a, sploh v 2020 je bilo to še bistveno bolj zahtevno kot danes, tako da so mogli v to investirati, predvsem so pa mogli biti dovolj drzni, da so takrat milijone dolarjev, vsaj, če ne desetine, namenili v samo učenje modelov. In to je bilo takrat ni noben drug to upal narediti. So pa seveda potem naprej gradili zgodbo. In
Recimo danes je dejstvo, ne, če gledamo vse benchmarke performansa, so njihovi modeli še vedno na prvem mestu. Torej, trenutno jih ni noben uspel disruptati v smislu, da bi dejansko ponudili boljšo kakovost modelov. Ne.